Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Me veseli, da smo skupen jezik našli kot že tolikokrat pri otvoritvah letošnjih, od električnih aparatov do trgovine iz druge roke, tako da lahko rečemo, imamo celotno ponudbo vseh artiklov, kar si pravzaprav zaželimo. Fundacija torej ni samo tista, ki bi obnavljala predmete in jih naprej dajala, ampak veliko pozornost posvečamo tudi kulturni dediščini. In veliko teh likovnih del, ki so razstavljene tukaj in še v obeh drugih trgovinah oziroma štacunah, kot jih mi poimenujemo, bodo lahko krasila domove. Zato smo se odločili, da šele 10. decembra začnemo s prodajo teh likovnih del, da si bo lahko tudi čim večje število pogledalo. Kako smo prišli do vseh teh likovnih del, bodi si dejansko, da so jih tako rekoč skoraj zavrgli, ali tudi tako, kot je družina profesorja Franceta Pibernika naredila in nam podarila vsa likovna dela, kipe in slike Andreja Pibernika, torej sina Franceta Pibernika. Vsi ti kipi, ki jih vidite tukaj razstavljene, pa so njegovo delo, medtem ko slike so pa porazdeljene po vseh treh štacunah. Jaz upam, da boste ponesli to informacijo ljudem, da se bodo lahko vsa ta likovna dela ogledali in jih v nadaljevanju tudi seveda kupili. Hvala lepa. Hvala lepa, zdaj pa še čisto na koncu, ja? Samo še eno zadevo. Smo pa pripravili tudi, dragi župan. Zahvaljujemo se za pomoč in podporo trajnostnim projektom. Naj rešena umetnina najde novo življenje na stenah prostorov Mestne občine Kranj. In ti izročam grafiko našega priznanega slikarja, akademskega slikarja Izidorja Jalovca, ki je žal že pokojni. Lepo, najlepša hvala, evo. Bravo. Super. Da s tem uradno razglašamo razstavo odprto in da vas vabimo, da si pogledate seveda tudi na dveh ostalih lokacijah in mogoče označite kakšno v srcu že, ki bo mogoče vase čez nekaj dni. Tokrat v Krštacuna odpirajo prodajno razstavo, ki pa je prva v tem sklopu. Kaj to pomeni za Mestno občino Kranj in seveda za vse občane in občanke? Jaz sem vesel, da je prišlo do te realizacije te ideje, ko so mi predstavili. Dejansko je bilo to za mene, priznam, čisto nekaj novega. In tukaj gre zahvala tako Komunali Kranj kot Fundaciji Vincenza Draxlerja. Oni res intenzivno delajo na tem trajnostnem razvoju. Komunala pripravlja najrazličnejše delavnice glede odpadkov, zmanjševanja odpadkov, potem vodne dneve, izmenjevalnico oblačil, no in danes imamo tukaj tole umetnost, da tako rečem, zavrženih slik in super ideja za to, da najdemo tudi način financiranja same fundacije, po drugi strani pa seveda umetnine, da se ne zavržejo, ampak najdejo mesto doma, če pa ne, pa bomo pripravljeni tudi razstavljati v naših prostorih. Dogovarjamo se tudi za stalno tako prodajno razstavo v Kovačnici. Jaz sem zelo vesel, da imamo res tako super sodelovanje pa super ideje strani Komunale Kranj, seveda skupaj z Fundacijo Vincenza Draxlerja. To je še en dokaz, da smo si zaslužili to, da nas je Evropska komisija povabila v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 in da smo dobili ta laskavi naziv Evropska prestolnica odličnosti za leto 2023. Mestna občina že dalj časa prisega na trajnostni razvoj in to potrjujejo tudi vsa priznanja, ki ste jih dobili v kratkem času. Enega ste že omenili, so pa še druga. Ja, veliko priznanj smo dobili, res Kranj smo dejansko vrnili na zemljevid ne samo Slovenije, ampak tudi Evrope. Povezujemo se z drugimi mesti, kot sem pa povedal, dva glavna
priznanja, ki sta se v letošnjem letu zgodila, je povabilo Evropske komisije za misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, ter pa seveda mesto odličnosti za leto 2023. Fundacija Vincenza Draxlerja ne nastopa samo v eni vlogi, tokrat se predstavljati popolnoma v novi vlogi na prodajni razstavi v mestu Kršta-Cuna. Tako je. Naša vloga ni samo obnova predmetov in reševanje, bom rekla, zavrženih predmetov, bom rekla pohištva in tako naprej, ampak tudi ohranjanje kulturne dediščine. S tem smo dokazali, ker imamo kar v starem mestnem jedru kar tri trgovine, no in tokratna razstava, kot smo jo poimenovali Smetar, tudi ki je ime tega, da v bistvu tako rekoč iz smetišča je nekaj likovnih del, ki smo jih seveda očistili in pripravili za tole razstavo. So pa to vmes tudi likovna dela, ki smo jih recimo dobili pri stanovanju, ko nam dajo obnavljajo stanovanja in pridemo mi in počistimo in nam lastniki rečejo, odnesite vse. In med njimi so tudi likovna dela in recimo tudi družina pokojnega Andreja Pibernika, sina profesorja Franceta Pibernika, nam je podarila celotno njegovo zbirko tako kipov kot slik. In so tudi na tej razstavi predstavljene v vseh 3 trgovinah. Tukaj v Kršta-Cuni, v Krzaši, kjer je tudi trgovina iz druge roke, in pa v trgovini Rokodelc. V Kranju imate sedaj že kar 3 štacune in kakšen je odziv občanov in občank v teh štacunah? Odziv je dober. Bom rekla, pred covidom so bile te trgovine zelo obiskane tudi strani turistov, ker v teh vseh naših trgovinah je veliko predmetov, ki predstavljajo neko nostalgijo na starejša leta, zlasti se pravim, turisti so se zelo zanimali, potem je to malo med korono zastalo, zdaj pa spet oživlja tako prodaja kot dostava, bom rekla, raznih predmetov, ki nam jih občani podarijo. Zagotovo pa gredo v promet tisti izdelki, ki spominjajo na kulturno dediščino mesta Kranja. Ogromno, zlasti tudi pohištva. Ne samo tistega, bom rekla, ki ga dobimo tako rekoč na odpadu, ampak nas tudi pokličejo ljudje in rečejo, imam staro pohištvo, ki ga obnovimo in seveda dajemo v ponovno rabo. No, to je prodajna razstava in ta prodajna razstava se bo začela 10. decembra. Razstava je odprta od danes dalje, za prodajo pa od 10. decembra dalje. Zakaj? Zaradi tega, ker želimo, da si ljudje tudi najprej ogledajo likovna dela in seveda si označijo vsa likovna dela, ki so na tej razstavi, so oštevilčena, se lahko že pozanimajo, kakšna je njihova vrednost, ampak od 10. decembra naprej bo pa ta likovna dela vsa možna tudi kupiti. Vaš izkupiček bo šel potem v fundacijo Vincenza Draxlerja. Tako kot vsi ostali predmeti, kot veste, imamo v fundaciji tako v zaposlitvenem centru Pristava kot zaposlitvenem centru Kranj skupaj zaposlenih 26 oseb, od tega kar 19 invalidov. In treba je kar precej zaslužiti, da smo lahko zaposlili toliko ljudi in da jim tudi zagotovimo dohodek, seveda in ravno preko teh prodaje teh del ali pa naročilo določenih del, ki jih v glavnem opravljajo v delavnicah zaposlitvenega centra v Pristavi, si pridobimo sredstva za preživljanje teh ljudi.
Kako poteka sodelovanje s fundacijo Vincenza Draxlerja in seveda tudi mestno občino Kranj? S fundacijo Vincenza Draxlerja sodelujemo zelo dobro in že dolgo časa. Pravzaprav smo povezani najprej z njimi na Zarici, tam imajo trgovino ponovne rabe zraven našega centra za odpadke, kjer seveda ves čas sodelujemo, si pomagamo in opozarjamo ljudi, da kakšne stvari, ki so pravzaprav še uporabne, lahko odložijo tudi v trgovini v fundaciji Vincenza Draxlerja, kjer jih lahko popravijo ali pa jih prodajo potem naprej, da jih nekdo drug uporabi in jim dajo novo življenje. Kar pa se tiče današnje razstave, pa sodelovanje potekalo oziroma dogovarjanje potekalo že kar nekaj časa, ker se nam je zdelo res škoda, da toliko lepih stvari, ki končajo v trgovini oziroma na odpadu, ne bi našlo novega doma in potem pokazalo svojo vrednost umetniško ali pa zgolj vrednost za nekoga, ki mu je slika ali pa umetnina všeč v kakšnem domu. In zato se je rodila ta ideja za razstavo Smet Art, ki bo najverjetneje kar neka trajnostna razstava v vsakem pomenu besede pravzaprav. Smo na drugi lokaciji razstave Smet Art in z nami je predsednica fundacije Vincenza Draxlerja. Kakšen pomen ima tudi ta trgovina? No, zdaj, kot smo rekli, je to drugi razstavni prostor Smet Art razstave. Nahajamo se v Krštacuni, v kateri je poleg te razstave še prodaja oblačil iz druge roke in na drugi strani, kot pa že verjetno Kranjčani poznajo, pa šivalnica, kjer lahko dajo popraviti seveda oblačila ali pa tudi šivajo izdelke, ki se prodajajo v sosednji trgovini Rokodelc.